Prihajava na najvišji vrh občine Šmartno ob Paki. Sva na gori Oljki, najvišji točki občine Polzela. Velunja peč, ena od skritih biserov Slovenije. Špik, najvišji vrh občine Velenje. Pa sva na Štrukljevem vrhu, najvišjem vrhu občine Dobrna. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Pred vami je drugi del popotovanja oziroma raziskovanja najvišjih vrhov slovenskih občin. V prvem delu sva vam pokazala najvišji vrh oziroma najvišjo točko občine Bled. Zdaj pa, tako kot sva rekla, so že na Štajerskem in se gremo ogledati, Maja, katere najvišje vrhove občin? Polzela, Šmartno ob Paki, Tako. potem Velenje in Dobrna. Ja. Zdaj sva pa na izhodišču za goro Oljko, ki je najvišja točka v občini Polzela. Najprej greva osvojiti najvišji vrh občine Šmartno ob Paki. To je v bistvu predvrh gore Oljke na približno 710 metrih. Potem pa samo na 10 minut naprej je pa vrh gore Oljke, ki je pa najvišji vrh občine Polzela. Če vpišete v Google, vam spet pri občini Šmartno ob Paki da napačne podatke. Piše, da je najvišji vrh, mislim, da Bezgovica. Ta Bezgovica je pa na tej strani. Ampak to seveda spet ne drži, ker je Bezgovica visoka okoli 620 metrov, ta najvišji vrh občine Šmartno ob Paki je pa kar 710. Tako da to je ta severni predvrh gore Oljke. Tako da najprej greva na tega. Evo, s poti na goro Oljko sta se nama podprla tudi najvišji vrh občine Velenje. To je tista prvi vrh pred oblaki, to je Špik na pobočju Paškega Kozjaka. Naprej po pobočju tisti najvišji vrh na Paškem Kozjaku, se pravi Štrukljev vrh, je pa najvišji vrh občine Dobrna. Se pravi, to tudi danes še vse osvojiva. Zdaj pa naprej. Evo, zdaj smo na grebenu gore Oljke. Evo, te tri črte, tudi je to seveda oznaka za gozdno-gospodarsko enoto in pa seveda tudi občinska meja. Tako da desno je občina Šmartno ob Paki, levo Polzela in tale vrh pred nama je najvišji vrh občine Šmartno ob Paki. Evo, mislim, da imamo še tene 3 minutke, smo pa na vrhu. Prihajava na najvišji vrh občine Šmartno ob Paki. Midva ga bova poimenovala kar Mala gora Oljka. To je predvrh oziroma severni predvrh gore Oljke na približno 715 metrih nadmorske višine. Maja, kako ti kaže? 716, ja. Evo, 716, tako da bo tole čisto točno. Takole, razgleda ni. Evo, vidite tele 3 oznake, se pravi meja, tako da vrh je točno na meji in spada pod najvišjo točko občine Šmartno ob Paki. Evo, prišla sva z te strani, zdaj pa naprej, malo se spustiva dol, z tega predvrha pa na goro Oljko, ki je visoka 733 metrov, se pravi je dobrih 15-20 metrov višja od tukaj. Pri tej kapelci, to je prelaz med tukaj naprej gor, najvišji vrh občine Šmartno ob Paki. Evo, zdaj pa proti gori Oljki. Sva na gori Oljki, najvišji točki občine Polzela. Tako, pri cerkvi z 2 zvonikoma. Križ. Cerkev Svetega križa. Višina Maja? Višina pa je, meni kaže 736. 733, tako da evo, 3 metre. Evo, greva pogledati razgled z najvišjega vrha občine Polzela. Ja, kakšnega hudega zgleda ni, samo na vrhove. Evo, to so
Čepšeniška planina, Posavsko hribovje, evo, malo se vidijo Kamniško-Savinjske Alpe. Cerkev pa ogromna, Zdaj smo pa pri največji znamenitosti občine Polzela, to je pa tale najdebelejša robinja v Sloveniji. Robinja je seveda naša sicer neavtohtona vrsta, to je po latinsko robinja pseudoakacija, se pravi neprava akacija. Evo, vidite, tole debelino je kar precej debelo drevo in to je največja znamenitost občine Polzela. Raste pa pri župnijski cerkvi v Polzeli. Evo, kar mogočna neprava akacija oziroma robinja. Tako izgleda. Se pravi, najdebelejša robinja v Sloveniji. Izjemno drevo. Tukaj se lepo pokaže gora Oljka in se pravi desno, ta vrhec desno od cerkve je najvišji vrh občine Šmartno ob Paki. Vrh oziroma cerkev je pa, oziroma najvišji vrh gore Oljke je pa najvišji vrh Polzele. Zdaj greva pa naprej proti Velenju, proti občini Velenje in se greva ogledati največjo naravno znamenitost občine Velenje, to je pa en skalni preduh oziroma naravno okno, naravni most, Velunja peč. Kot sva že rekla v prejšnjem odseku, zdaj sva pa že v mestni občini Velenje in se greva ogledati največjo velenjsko naravno znamenitost, to je pa skalno okno oziroma naravni most, Velunja peč. Od plastike Skaza sva zavila desno na eno tako makadamsko cesto in tukaj sva parkirala pri teh zadnjih hišah. Zdaj greva pa samo po tej dolini potoka naprej in bo prišla do tega naravnega preduha. To je pa res, v bistvu z mesta Velenje je to samo dober kilometer. Tudi res zanimivo, je pa taka čisto samljena, nepoznana. Tele zadnje hiše, ki je oddaljena približno 600 metrov od glavne ceste, ki vodijo od Velenja proti Mislinji. Gremo kar naprej po taki slabši stezici, skozi ob potoku in ne moramo zgrešiti. Pridemo do Velunje peči. Pa sva pri Velunji peči. Evo, slikovit naravni most. Zgleda malo podobna Šivankinjemu ušesu. Kako je lepo potok izzolbu tole luknjo skozi milijone in milijone let. Gremo še bližje pogledati. Noro. Te je pa šlo slab. To slab teče v Velunjo peč. Super. Še en pogled na Velunjo peč. Malo dlje. Evo, Maja gre pa že na vrh. Pa počakali, da bo prišla na vrh mostu. Maja na vrhu Velunje peči. Zdaj pa še pogled na Velunjo peč z druge strani. Ja, super je. Tudi z te strani. Zanimiv skalni preduh. Evo, pa majhen slapek. Velunja peč. Ena od skritih biserov Slovenije. Samo kilometer pa pol iz Velenja. Zanimiv. Pri takem velikem mestu pa tako skrita znamenitost. Do Velunje peči ni nobene oznake, samo ko pridete do nje, je pač
ta tabla. Nahajava se pri domu na Paškem Kozjaku, ki je izhodišče za naslednje dva najvišja vrhova slovenskih občin, to pa sta Špik od občine Velenje, pa Tako. Štrukljev vrh od občine Dobrna. in zdaj greva najprej na Špik. tako. Dom na Paškem Kozjaku, 960 metrov, zdaj greva najprej na Špik, ampak bova šla kar tukaj po tej lovski stezi oziroma po nemarkirani, ki je bližja, potem pa še proti Štrukljemu vrhu, to je pa blizu basališča. Greva. Zanimiva pot skozi skale na Špik. So že rekla, sem zbrala nemarkirano pot direktno z doma na Paškem Kozjaku. No, tukaj je tlo markacija. Tako da mislim, da pa zdaj prihajava zelo blizu vrha. Špik, najvišji vrh občine Velenje, 1108 metrov. Evo, še do klopce. Evo, to je to. Evo, z vrha Špika pa razgled na še en najvišji vrh, na Uršljo goro. To je pa najvišji vrh občine Slovenj Gradec in pa Ravne na Koroškem. Zdaj pa z vrha Špika naprej proti vzhodu na Štrukljev vrh, se pravi po grebenu Paškega Kozjaka. Zdaj, kot veste, Paški Kozjak je seveda tudi spada pod Karavanke. To je nekako eden od najvzhodnejših odrastkov Karavank. Tako da zdaj greva po precej ozkem grebenu Paškega Kozjaka še na Štrukljev vrh, najvišji vrh občine Dobrna. Malo spusta dol, pa po grebenu. Razgled z grebena Paškega Kozjaka proti Koroški. Evo, tisto naselje bo, predvidevam, da Mislinja, tem je pa že Slovenjegraška kotlina in pa Pohorje, sprav zahodni del Pohorja. Evo, tale Paški Kozjak pa tudi ponuja kar precej skala, kar taka razgibana pot, gor dol, skozi približno na med 1100 pa 1150 metri nadmorske višine se gibljeva. Čist grebenska pot po Paškem Kozjaku. Zdaj pa z grebena prihajamo na travnik. Vidite to, kakšen ogromen travnik. No, tale pred nama, tale vrh pred nama je pa Štrukljev vrh. Evo ga. Samo ravno zgor na Štrukljev vrh. Čudovit, ogromen travnik na Paškem Kozjaku, res noro, zanimivo. Ja, zdaj pa prihajamo na eno mehno potko. Ja, super. Pred nama pa najvišji vrh občine Dobrna, Štrukljev vrh. Prišla čez ta je res ogromen, čudovit travnik. Zdaj pa z travnika na tole gozdno brezpotje. Pa smo na Štrukljevem vrhu, najvišjem vrhu občine Dobrna, 1223 metrov. Evo, še dokaz. Aha, celo Štrukljev vrh 1227 metrov. Tale skala je najvišja točka. Razgleda pa spet ni. Še malo boljša oznaka, Štrukljev vrh 1227 metrov na Paškem Kozjaku, najvišji vrh občine Dobrna
in pa drugi najvišji vrh Paškega Kozjaka. Basališče je pa tam nekje. To je pa najvišji vrh. Zdaj pa prihajava še do največje naravne znamenitosti občine Dobrna. To je pa ena zanimiva jama, ledenica. Maja, kaj so te jam delali? Hladili so pivo. Tako, včasih je bila v Dobrni pivovarna in v tej jami so hladili pivo. V bistvu tole je ročno skopan, bila pa je to prvotno tudi jama, ampak zdaj se je v bistvu še malo razširil. Aha, tam je pa še slab Drinovec. Jo, jama ledenica. Naravni hladilniki iz prejšnjega stoletja. Zanimivo. Grejo plet. Gremo. Ni najdaljša, ampak se pa vidi, je pa izvir tukaj. Tako da je bila že tle prvotna jama. Vidite? To je pa dimnik. Ja. No. Tukaj gor, ja. Tako. No. Na Štrukljem vrhu zaključujeva drugi video o najvišjih vrhovih slovenskih občin. No, Maja, danes sva obiskala Občine Polzela, Šmartno ob Paki, Velenje pa Dobrna. Tako. Zdaj se javljava z najvišje točke občine Dobrna. Štrukljev vrh. Ja, pa videla sva še dve naravne znamenitosti, oziroma tri naravne znamenitosti. Spustila sva samo občino Šmartno ob Paki, ki nima kakšne posebne naravne znamenitosti. Ostalih treh občin je pa, se pravi, od občine Velenje vsekakor najbolj zanimiva. To je Velunska peč. Velunja peč. Velunja peč, pardon. Ja, potem imamo od občine Dobrna. Smo v jamo Ledenica. Tako. Od občine Polzela pa Ta debela robinja. ja, najdebelejša robinja v Sloveniji. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Se včlanite v Facebook skupino Raj na zemlji, pa malo pofircite na Instagram Raj na zemlji. Tako, lepo se majte. Čau. Čau.